Prisrčno pozdravljeni pri naslednji epizodi podcasta Infinite Storyscapes. Današnja gostja je gospa Jerneja Jezernik iz Celja. V pogovoru z gospo Vakonik Pajnič bo aktivna urednica, lektorica, pisateljica in prevajalka poročala o svojem raziskovalnem delu o pisateljici in svetovljanki Almi M. Karlin. Besede svetovna popotnica in pisateljica na novo postavljeni spominski plošči Almi Maksimilijani Karlin v Celju sta Jerneji Jezernik že kot srednjošolki vzbudili radovednost. Kdo je bila ta ženska? Kdo se je še spomni? Alma Karlin je tako kot Jerneja Jezernik odraščala v Celju, slabo stoletje pred njo. Dokazno je, da se je Alma kot mladostnica redno zdravila pri ortopedu v Grazu, kasneje pa je v 30. letih 20. stoletja predavala tudi v naši regiji. Leta 1908, ko je bila stara 19 let, je z mamo potovala po Evropi, kjer sta obiskali severno Italijo, Švico, Pariz, London, Bruselj in Nemčijo. Istega leta se je še preselila v London in študirala jezike. Na Royal Society of Arts in Londonski gospodarski zbornici je opravila izpite iz angleščine, francoščine, italijanščine, španščine, danščine, švedščine, norveščine in ruščine. Leta 1918 se je po 2 letih bivanja v Skandinaviji vrnila v Celje, kjer je ustanovila jezikovno šolo. Zakaj je Alma Karlin leta 1919, pred več kot 100 leti, sama potovala po svetu? Kakšen vpliv so nanjo imeli njeni starši in čas, v katerem je živela? Kako jo je v času njenega življenja dojemala javnost? Kaj je naredilo Almo Karlin za tako posebno, izjemno osebnost? Kaj se lahko danes od nje naučimo? Prisluhnite Katarini Vakonik Pajnič v pogovoru z Jernejo Jezernik. Veseli me, da se danes lahko pogovarjam z gospo Jernejo Jezernik. Jerneja, kot pisateljica se posvečaš predvsem raziskovanju, prevajanju in objavljanju del Alme Maksimilijane Karlin. Alma M. Karlin je bila popotnica, pisateljica, pesnica in zbirateljica, rojena leta 1889 v Celju in umrla leta 1950 v Pečovniku pri Celju. Leta 2009 je izšla prva monografija o življenju in delu Karlinove z naslovom Alma M. Karlin, državljanka sveta. Leta 2016 pa monografija Nisem le napol človek, Alma M. Karlin in njeni moški. Leta 2020 pa nato prva nemška biografija o Karlinovi Mit, ki se je uvrstila kar na tako imenovano Hot List 2020, torej med 30 najboljših knjig neodvisnih nemških, avstrijskih in švicarskih založb. In še bi lahko naštevali. Jerneja, od kje izvira tvoje navdušenje nad Karlinovo? Naj dodam, da se z Jernejo že dolgo poznava in se bova tako tikali. Torej, najin začetek mojega spoznavanja Alme Maksimilijane Karlin pravzaprav sega že v čas, ko sem sama obiskovala tako imenovano Kajuhovo gimnazijo v Celju, torej v istem mestu, kjer je bila Alma Karlin rojena leta 1889 in sem nekako vedno hodila od Kajuhove gimnazije do glavne železniške postaje in nekega dne sem, to je bilo v 80. letih, stopila na drugo stran pločnika, na drugo stran ceste, ker se mi je zdelo, da se tam nekaj svetlika. In res sem potem odkrila eno na novo postavljeno spominsko ploščo, na kateri je pisalo: v tej hiši je bila rojena Alma Maksimilijana Karlin, letnica rojstva in letnica smrti, torej 1950, kot si povedala, Katarina. In potem 2 besedi, ki sta me pa pravzaprav res presunili za tako majhno provincialno mesto pravzaprav. In sicer svetovna popotnica in pisateljica. Ker se mi je zdelo, da recimo takšne ženske pravzaprav ne sodijo v takšno majhno, še danes provincialno mesto, se mi je to zdelo eno takšno odkritje,
ki je potem povzročilo, da sem se začela ukvarjati z raziskovanjem dela in življenja Alme Karlin, ampak tako, da sem najprej vprašala ljudi, kdo je sploh bila ta ženska. In vse to se je potem, poleg mojega rednega dela, nadaljevalo z omenjeno biografijo oziroma omenjenima biografijama in s prevodi, tako da danes lahko rečem, da imam malo širšo sliko, gotovo pa v celoti tega mozaika še nimamo, kajti kar precej del Alme Karlin je še neobjavljenih, ali v nemščini ali pa v slovenskem prevodu. Alma M. Karlin se je rodila očetu Jakobu Karlinu, ki je bil major avstrijsko-ogrske vojske, in materi Vilibaldi, učiteljici na celjski dekliški šoli. Oče Jakob je umrl zaradi jetike, ko je imela Alma samo 8 let. Kako sta na Almino odraščanje in predvsem na njeno osebnost vplivala starša? Ja, Almo Karlin je pravzaprav najlažje predstavljati tako, če vemo, v kakšnem duhu časa je živela in v kakšnem zgodovinskem času je delovala. Bila je pravzaprav rojena staršema, ki sta bila oba slovenskega porekla. Oče Jakob Karlin je bil upokojeni, ko se je Alma Karlin rodila, upokojeni major staro avstro-ogrske vojske. Mama je bila pa učiteljica na mestni dekliški šoli. In oba dva sta izhajala iz slovenskih družin, ampak sta se odločila, da bo pri njih doma nemščina tista, v kateri bosta vzgajala svojo hčer, za katero sta sprva menila, da je pravzaprav samo neke vrste izrastek ali tumor v maminem trebuhu, potem se je pa rodila kar z nekaj telesnimi hibami, leta 1889 deklica, kar je bilo seveda za vse presenečenje. Oče je pričakoval, da bo končno dobil moškega potomca, mama pa tako pravzaprav ni računala s tem, da bi kdaj imela otroke. Se pa potem, ko se je Alma Karlin rodila z vsemi temi telesnimi hibami, zgodilo, da se je oče lahko z njenim rojstvom nekako bolj sprijaznil, očitno zato, ker sta si bila podobna po značaju, in jo je vzgajal pravzaprav v tem smislu, da je hotel vzgojiti v eno tako telesno in psihično močno osebno, že kot majhno punčko, medtem ko je z mamo Alma imela včasih malo težji oziroma včasih celo problematičen odnos, ki je nihal med ljubeznijo, vdanostjo in včasih tudi sovraštvom, ker mama je bila pa pravzaprav očetovo nasprotje. Oče je potem umrl, ko je bila Alma stara 8 let in se je ta vzgoja potem prenesla pravzaprav zgolj na materina ramena. Pri materi je bilo pa najbolj pomembno to, da svojo hčer vzgoji po malomeščanskih normah, ki so takrat vladale v dvojezičnem mestu ob Savinji. In to je Almi, ki je že zelo zgodaj pravzaprav želela že kot deklica delovati samostojno, celo opisuje, da so ji dali, da bi jo kaznovali pod božično jelko kovček potovalni, in je potem rekla, ja, hvala, to je pravzaprav moje življenjsko poslanstvo. Se je zgodilo potem, da je mama prevzela njeno vzgojo, je tudi pravzaprav plačala določena izobraževanja, kar se tiče recimo izobraževanja tujih jezikov, ampak vedno je bil odnos med njima nekako napet, ker Alma se je ravno iz teh malomeščanskih vzorcev tedanjega časa, pa tudi iz teh nacionalnih okvirjev, ki so se začeli proti koncu stoletja seveda še potem bolj zaostrovati, izviti in postati v bistvu tisto, kar si je ves čas želela. Poudarjala je že kot mlado dekle, da si pravzaprav samo dvoje želi, in to sta znanje in svoboda. Vedno proti cilju, ki si ga je zadala, je bil njen moto. Iz prihrankov si je kupila svoj prvi pisalni stroj, slovito Eriko, ki jo je spremljala do konca življenja. Leta 1919 je odšla na pot in bila z doma vse do konca leta 1927. V tem času je Karlinova prepotovala velik del sveta.
Južno in Severno Ameriko, Daljni vzhod, Tihomorske otoke, Avstralijo, Novo Zelandijo in jugovzhodno Azijo in še bi lahko naštevali. Alma M. Karlin je fenomen drzne, pogumne ženske. Zakaj se je odločila za takšno nenavadno potovanje pred več kot 100 leti? Mislim, da je to njeno potovanje okrog sveta, ki se je dogajalo med 24. novembrom leta 1919, torej ravno na današnji dan, pred toliko in toliko leti, torej pred več kot 100 leti, da je bilo za to pravzaprav več razlogov. Najprej bi omenila tistega, ki se pravzaprav veže na njeno izobraževanje in je vezano na tisti del Alminega življenja, ko je živela in delala v medkulturnem oziroma večkulturnem in večnacionalnem Londonu, in sicer še pred začetkom Prve svetovne vojne. In tam je prišla v stik pravzaprav še z več jeziki, ki se jih je želela naučiti in je potem zanje pač dobila ustrezne diplome. Hkrati je v Londonu že začela spoznavati predvsem prek svojih učencev, za katere je razvila eno čisto posebno pedagoško metodo, razne dežele Azije. Ko pa je izbruhnila Prva svetovna vojna, se je odločila, da bo 2 leti preživela v Skandinaviji. In sicer 1 leto na Norveškem in 1 leto na Švedskem. In ko je bila v Švedskem, je poleg tega, da je ves čas poučevala tuje jezike, zelo veliko obiskovala nacionalno knjižnico in tam našla nekaj zanimivih knjig zanjo. In takrat se je pravzaprav utrnila oziroma v njej utrdila ta ideja, da je tisto, kar je njeno poslanstvo, pravzaprav dvoje, biti pisateljica in biti svetovna popotnica. Seveda pa je en velik korak od tistega, kar si človek želi, do tistega, kar potem začne uresničevati. In Alma je to začela uresničevati potem, ko se je še za časa Prve svetovne vojne vrnila nazaj v Celje in ustanovila zasebno šolo za poučevanje tujih jezikov. Sama opisuje, da je začela takrat tudi prvič brati te borzne liste, da bi nekako lahko dobila ugodno čim več teh tujih valut. Začela se učiti risanja, za katerega je vedela, da ji bo prišlo prav na njeni poti okrog sveta. In vedela je, da se želi odtrgati od doma. Verjetno je nekje v ozadju njene glave pa bila tudi ta njena neverjetna ambicioznost, da bi naredila nekaj posebnega. Si je pravzaprav zamislila to potovanje pod posebnimi pogoji, in sicer to, da se bo na to potovanje okrog sveta odpravila sama, torej brez spremstva, brez priporočilnih pisem, in da bo na tem potovanju naredila vse, da ga bo sama financirala. Ker ni imela veliko denarja, je vedno poskušala potovati tako, da si je seveda sama zaslužila za te prenočitve, ampak da se je pri tem tudi marsičemu odpovedala. Tako da velikokrat piše, da je na svoji poti okrog sveta za zajtrk živela od kruha in čaja, za kosilo od kruha in čaja in pri večerji od kruha in čaja. Skratka, zelo, zelo veliko teh materialnih oziroma fizičnih ovir je premagala, obiskala je ogromno držav tega sveta, potovala je pravzaprav vse od recimo južne, najprej z ladjo skozi Sredozemsko morje, pravzaprav nek prvi večji cilj, ki je bila Južna Amerika oziroma Peru, Arequipa, potem je pa odpotovala zopet z ladjo naprej proti Združenim državam Amerike, Havajem, potem na Japonsko, Kitajsko, Tajvan, Korejo, Indonezijo, Avstralijo, Novo Zelandijo. 2 leti in pol je preživela potem na otokih Južnega morja, potem je šla še v Burmo, Pakistan, Indijo in potem potem z ladjo zopet po 8 letih in pol pa nazaj preko Trsta v Celje. Torej, to potovanje je bilo zanjo zanimivo zato, ker je te poti, ki jih je prehodila, vedno povezala z načinom študija. Torej, najprej, ko je prišla v eno mesto,
je hotela vedeti, kje je knjižnica. In vedno je hodila tja in brala knjige z tistega področja. In tam je spoznala recimo tudi potem veliko zanimivih ljudi, ki jih je spraševala razne stvari. Potem potovanje je povezala tudi s pisanjem. Že na svoji poti okrog sveta je vedno pisala popotne skice in sicer vedno na svoj pisalni stroj znamke Erika. Ta pisalni stroj je bil pravzaprav tudi njena najljubša in najbolj vztrajna prijateljica na njeni poti okrog sveta. In vedno je hotela Alma se pravzaprav preživljati na ta kreativen način, ampak potem to njeno potovanje služilo ne samo v teh geografskih širinah, ampak tudi zato, da ni pisala samo teh popotnih skic in svojih potopisov, ampak je iz vseh teh potovanj, iz vseh teh srečevanj s temi ljudmi, s temi kulturami, s temi deželami, s temi jeziki, lahko napisala tudi veliko večino svojih literarnih del, in sicer od novel do poezije. Hkrati je pa pravzaprav to njeno potovanje prispevalo, ko ga je končala, tudi k temu, da je potem, ko je prišla domov, čez nekaj časa obrnila fokus iz tistega, kar se je dogajalo navzven, iz tistega, kar je ona doživljala, iz srečanj z vsemi temi ljudmi in kulturami, v en drug način, in sicer spoznaj samega sebe. To pravilo in v svojih potopisih pravzaprav piše, da je celo to potovanje, ki je res izjemno, prispevalo k temu, da se je začela spraševati, kdo pravzaprav je, kakšen človek je in kakšno je njeno poslanstvo na svetu za časa njenega življenja. Vrniva se v njeno otroštvo, Jerneja. Omenila si že življenje v pretežno nemški družini, tu imam v mislih pogovorni vidik. Kot večji del tedanjega celjskega meščanstva je Alma namreč govorila nemško. Slovensko ni govorila najbolje. Je torej objektivno, da govorimo o veliki slovenski popotnici. Ob smrti se o njej kot Nemki v Sloveniji ni smelo razpravljati, kar 70 let kasneje pa je slovenska znanost pričela intenzivno raziskovati, kar sama dobro veš. To je pravzaprav zelo težko pojasniti, zato ker je ta tema tako zelo kompleksna in vsebuje pravzaprav zgodovino jezikov, predvsem v recimo mestih na Južnem Štajerskem, ki so bila vedno dvojezična, ampak se je to razmerje med nemščino kot glavnim in slovenščino kot recimo podjezikom, v tem smislu družbenega ugleda, so se te razmere skozi desetletja zelo spreminjale. In to se pravzaprav opazi tudi pri sami Almi. Že prej sem rekla, da sta Almo starša vzgojila tako, da sta na prvo mesto postavila zadnjo nemščino, verjetno zato, ker sta bila oba pragmatična in sta hotela, da z nemščino doseže več. V tistem času je pač bilo tako, da si lahko skozi nemški jezik dosegel v svojem življenju veliko več, predvsem kar recimo zadeva tvojo kariero. Potem je bila pa seveda slovenščina tista, ki je Almo vendarle ves čas spremljala. Njena družina je bila pravzaprav po polovici zarezana. Eni so potem, ko so se začeli ti nacionalni spori, so postali ultraslovenski, druga polovica je postala ultranemška, medtem ko pa Almina mama je pa hotela vedno neko pragmatično stvar, tudi za svojo hčer, je ne obremenjevati, tudi je nikoli ni vzgajala recimo v nemškem nacionalnem duhu, in Almi je šlo tudi to, pravzaprav kot samo opisuje, precej na živce in je bil verjetno to tudi eden od vzrokov, da se je odpravila okrog sveta. Je pa napisala, da je pravzaprav tega, da so jo vzgojili v nemščini kot maternem jeziku, pač ne smemo zameriti. Torej, Alma je zagotovo znala tudi slovensko, vse kako drugače bi pa napisala svoj na roko napisani slovar iz 10 jezikov, med katerimi je bila v tistem zadnjem stolpcu pravzaprav tudi slovenščina, čeprav niso vsi stolpci polni, ampak ljudje nekako videti, da se je Alma
da je Alma znala slovensko, ampak da se je odločila, da bo svojo pisateljsko kariero vezano na potopise in na literarna dela pač vezala izključno na nemški jezik. Seveda je bil pa potem to eden izmed razlogov, ki je potem, ko so se zgodovinske razmere znova v Sloveniji oziroma potem v Jugoslaviji spremenile, tudi razlog, vsaj tako jaz to vidim, da je pravzaprav konec svojega življenja preživela v eni res strašni revščini, eni majhni viničarski hiši na Pečevniku pri Celju, in sicer kot skoraj že takrat popolnoma pozabljena pisateljica, kajti druga svetovna vojna je potem zarezala tudi v čisto praktičnem smislu, da Alma ni mogla, ker ni bilo na primer niti poštnih povezav, ni mogla več navezati svojih stikov z nemškimi založniki, ki so izdajali vsa njena dela in s tem pravzaprav odrezali vas kos, ki ga je imela nekako v mislih za preživljanje, kar zadeva njeno življenje. In to je ta odločitev, da bo vsa svoje dela napisala v nemškem jeziku, so je pa potem že v času druge svetovne vojne, predvsem pa po njej, zelo zamerili, ker niso naredili v svojem mišljenju te razlike med nemščino, med jezikom, torej med nemščino in med nacionalsocializmom, med ideologijo. Verjetno zaradi vseh teh slabih izkušenj, ki so jih imeli Celjani pravzaprav v Celju z Nemci, ki so jih okupirali, kot so okupirali celotno Jugoslavijo, je Alma pravzaprav potem postala po vojni pozabljena ali pa skoraj v celoti pozabljena avtorica. V slovenščino so šele leta 1969 prevedli prvi del njenega potopisa, pa še iz tistega so izrezali določene odlomke, ki bi verjetno lahko bili nevarni za ljudi, ki bi v tistem času, torej v času komunizma, prebirali njene potopise. Nekako se je pa vse skupaj začelo, tako se mi zdi, spreminjati potem šele z osamosvojitvijo Slovenije. Mislim, da ti predsodki pravzaprav še danes niso čisto dani na stran. Jih sama še kar precej slišim, morda ne na teh uradnih predstavitvah, ampak potem, ko pride do teh privatnih pogovorov. Tako da se mi zdi, da pravzaprav velika pisateljica ali pa slovenska pisateljica, pravzaprav ta izraz in svetovna popotnica ne ustreza najbolj, ker pravzaprav izključuje nemščino kot jezik, v katerem je napisala vsa dela. In jaz bi temu rekla, oziroma bi se pridružila tistim, ki danes pravijo nemško-slovenska svetovna popotnica in pisateljica. Mislim pa, da tudi tega Alma nekako ne bi rada sprejela, ker je želela preseči ta nacionalni okvir in kot je sama zapisala, vedela je, da se je zamerila tako svojim staroavstrijcem, ker je pač ostala v Jugoslaviji in ker ni postala človek, ki bi potem vase vsrkal te nacionalsocialistične ideje. In hkrati se je zavedala, tako je tudi zapisala, da je tudi Slovenci pravzaprav niso sprejeli za svojo in da je za samo sebe pravzaprav našel en izraz, ki se mi zdi nekako tudi najbolj taki odraža njenega duha in sicer državljanka sveta. Mislim, da Alma nikoli ne bi hotela, da bi jo dali v kakršenkoli predalček, tudi kar zadeva njeno nacionalno opredelitev. Najpomembnejša dela je Karlinova izdala v prvem desetletju po vrnitvi s popotovanja, torej od leta 1928 do 1938. Kar njenih 22 njenih knjig so v tem obdobju izdali pri različnih založbah v Nemčiji, Angliji, na Finskem, v Švici in še naprej. Troje njenih najpomembnejših popotniških del je takrat doseglo naklado okoli 80.000 izvodov in so bile prevedene v angleščino, francoščino in finščino.
Ta dela so doživela velik odmev v Srednji Evropi. Zelo obiskana so bila tudi njena številna javna predavanja. Kako je Karlinova živela v tem slavnem obdobju? V koledarju za leto 1931 so jo predstavili tudi kot eno najvplivnejših žensk v Nemčiji. Je Alma tedaj dokončno našla svojo katarzo, ki jo je iskala? Kaj praviš, Jerneja? Jaz bi tako rekla, Alma je bila po svoji duši res zelo ambiciozen človek. In ona je v bistvu res vse stavila na kariero svetovne popotnice in pisateljice in je zaradi tega pravzaprav že med svojo potjo okrog sveta, med letoma 1919 in 1927, zaradi tega veliko ali pa močno trpela, ker kljub temu, da je pisala za različne evropske svetovne časopise ali pa naprimer za domači Cilja Zeitung, naprimer brezplačne članke, prvič ni imela dovolj dobrega literarnega agenta in drugič verjetno še iz kakšnega drugega razloga, ker so bile povezave takrat pred 100 leti seveda drugačne kot zdaj, a ne? In ni mogla navezati takrat teh stikov z založniki in je pravzaprav v tistem času skoraj da niso poznali. Ona je pa v bistvu zelo trpela, predvsem recimo po tem, ko je prišla konec leta 26 na Indonezijo in je prišla v knjižnico in v nek nemški klub in je odkrila, ko je gledala časopise za nazaj, da nikjer ni njenih člankov, da nikjer ne omenijo njenega potovanja okrog sveta in tako naprej. Skratka, že med samo potjo ni dobila tega, kar si je pravzaprav želela. In tudi, ko je prišla nazaj v Celje, torej decembra 1927, je mislila, da jo bodo pričakali s fanfarami, ne vem kakšnimi venčki, ampak pravzaprav ni bilo nikogar oziroma samo ena mala deklica, ki je pomagala nesti tiste sulice z Južnega morja, ki jih je Alma prinesla seboj. In Alma se je potem za nekaj časa pravzaprav umaknila čisto v zasebnost in začela urejati vse te potopisne zapiske. Našla potem ustrezen stik z založbo, to je bila založba Wilhelma Köllerja iz Mindenau. In potem, ko so te potopisi šli, najprej v 2 delih, potem pa, ker so bili tako priljubljeni, tudi v 3 delih in celo po posebni ceni, torej kot ljudska izdaja, da bi si jo lahko privoščilo čim več ljudi, se je pa v bistvu v njenem življenju veliko spremenilo. Končno je pravzaprav dobila tisto priznanje, ki je šlo. In jaz sem pregledala veliko teh časopisnih poročil, kako so jo na primer sprejemali, ko je šla na potovanja oziroma na ta predstavitvene ture po celi Evropi, od Avstrije, Nemčije, Anglije in tako naprej. Ljudje, predvsem ženske, so jo res sprejemali z navdušenjem. Jaz takšnih pohval pravzaprav nisem zasledila še za nikogar od danes živečih slovensko pišočih avtorjev. Potem sem pregledala tudi njene recenzije, teh je v Nacionalni knjižnici, torej v Nuku v Ljubljani, za 5 škatelj, debeli škatelj. Poznali so jo pravzaprav po vsej Evropi, ne samo v nemško govorečih deželah. Recimo, odkrila sem zelo zanimiv podatek in me je res nasmejal, ker je bil nov, povedal mi je pa zelo veliko. In sicer, da potem, ko se je vrnila v Celje, je bila tudi na Finskem zelo slavna. V finščini je celo izšel prvi del njenega potopisa in ena od njenih občudovalk, ena finska novinarka, se je odločila, da jo obišče, ker je tako slavna in fejst svetovna popotnica in je odšla peš iz Finske v Celje na obisk Almi. Ali pa recimo en dogodek enega distributerja, na katerega se je obrnil nek nemško pisoči akademik in sicer željo, da mu naj sporočijo, katera dela je Alma še napisala poleg potopisov, kajti prej ni nikoli bral del kakšne
pisateljice, zdaj ga je pa pravzaprav Alma Karlin s svojimi deli razsvetlila oziroma razveselila oziroma predrugačila v njegovem pogledu tako, da odslej bo pa bral tudi dela pisateljic. Potem so se pa seveda začele dogajati za njo manj lepe stvari. In Alma je zaradi tega, ker je v Celju dala zatočišče 2 protinacistoma, Ubaldu Tartarugi in Joachimu Bonzaku, pa pravzaprav naredila tudi en korak proti svoji karieri, ker je potem pač ta nacionalsocialistični režim ni več sprejemal tako, kot bi jo lahko. Njenih knjig sicer ni prepovedal, ampak jih je recimo izločil iz svojih knjižnic in seveda se je izbor založnikov, ki bi bili pripravljeni izdajati njena dela, zelo zmanjšal. Potem, ko se je pa začela 2. svetovna vojna, pa njena dela pravzaprav niso izhajala in jaz sem prebrala eno zelo zanimivo korespondenco med Almo in njenim najljubšim založnikom iz Leipziga, Maxom Möringom. Šele po 2. svetovni vojni sta si potem lahko začela znova dopisovati, ki je bil pripravljen izdati vsa njena dela, ampak takrat ni bilo na primer na voljo dovolj papirja. In kako je bila Alma vesela, ko so leta 1948 po dolgem času izdali eno tako čisto drobno knjižico z naslovom Ichaos jüngstes Enkelkind, najmlajša vnukinja častitljivega Icha, ki je celo v času, ko je recimo primanjkovalo papira in bi ljudje vseeno radi kupili to knjižico, išla v nakladi 5000 izvodov. Jerneja, Alma je umrla zaradi tuberkuloze in raka na dojki leta 1950 v Zidanici v Pečovniku, kjer je zadnja leta preživela s Tejo, ki jo je pustila tudi najbližje k sebi in na lastno željo jo je Teja pokopala na Svetini nad Štorami. Alma je umrla obubožana, bolna in zapuščena. Zakaj obubožana, si nam tudi že opisala. Kaj se mi lahko 100 let kasneje na primeru Alme Karlin in njenega delovanja naučimo za današnji čas? Ja, jaz sama vidim Almo kot žensko, ki je pravzaprav v svojem času presegla marsikatero geografsko, fizično oviro, od tega, da je imela cel kup fizičnih hib, fizičnih pomanjkljivosti, do tega, kar je storila. Ne vem, če bi prešteli njene korake okrog sveta, bi pravzaprav verjetno šli v milijone ali pa celo milijarde. Torej v tem geografskem smislu bi rekla, da se lahko naučimo te njene radovednosti, tega njenega načina dojemanja in potovanja okrog sveta, ki ga je sama imenovala raziskovalno potovanje, torej da se nanj pripravimo, in predvsem, da ne potujemo kot turisti, ampak poskušamo pač pogledati na svet, na kulture, na ljudi, na svoj način. Recimo Alma se je pri tem največ ukvarjala, ker ni imela denarja za velike ekspedicije, s tistim, kar so pravzaprav ljudje nosili v sebi, naprimer stare mite, praznoverje, ljubezenski, smrtonosni uroki in tako naprej. V teh stvarih je potem ona pravzaprav kot ljubiteljska etnologinja, antropologinja, morda celo v današnjem smislu, naredila res ogromni korak naprej. Presegla je tudi marsikatero vlogo, ki so jo takrat imele ženske, in sicer je že od takrat, ko se je zavedala, ko se je odločila, da bo svetovna popotnica in pisateljica, do zadnjega vztrajala na tej svoji poti pri tem svojem poslanstvu. Od tega ni odstopila niti za milimeter, ne glede na to, kakšno ceno, in jaz bi rekla visoko, je plačala s to odločitvijo. In kot tretje, ali pa tretje in četrto, kot tretje bi predvsem ob teh zadnjih knjigah, ki sem jih nekako raziskala, nekaj tudi prevedla oziroma izdala, iz njenega časa nacionalsocializma in komunizma, kako je bila pogumna, da je 2 tako krutima režimoma rekla ne v
poraz in zatem stala in zopet plačala zelo visoko ceno za to. Recimo glede nacionalsocializma, da se je izgubil knjižni trg in glede komunizma pravzaprav tako, da je niti bolne potem niso poslali k zaveznikom v Barje, ampak samo v Dalmacijo in se potem morala vrniti v Celje. In v bistvu je za vse to plačala pravzaprav zato, ker je pomagala tema dvema protinacističnima ubežnikoma. In se je s tem postavila ne samo s svojimi besedami, v katerih je bila močna, ampak tudi svojimi dejanji na stran človeka, ne pa na stran režima, kar bi tudi kot pragmatičen človek ali pa pisateljica, ki nekako mora preživeti s svojim poklicem, lahko tudi storila, ampak ni. In kot četrto, bi pa rekla, da Alma je sicer prišla zelo daleč v dojemanju geografskih širin in teh teozofskih, recimo, ali pa duhovnih širjav, ampak vsega pravzaprav pa tudi ni mogla videti in premagati v svojem času. Naprimer, njej se velikokrat vidi, da je po svetu, kljub temu, da je bila blizu ljudem, potovala s to evropsko malho. To pomeni, da so bili belci pač več vredni, drugi pa ne, ampak ta stvar pravzaprav ni tako enoznačna oziroma je velikokrat povezana pravzaprav s tem, kako so jo obravnavali tam, kjer je bila. Naprimer, v Južni Ameriki je imela zelo slabe izkušnje z moškimi in to je potem dalo tudi v celoti eno slabo luč na celoten narod. Medtem ko so jo pa potem recimo na Japonskem pa lepo sprejeli, ker so jo pustili na miru v tem fizičnem smislu, je pa rekla, da je pač to najboljši narod, celo boljši kot Evropejci. Skratka, Almina dela in njeno življenje pa lahko nam, ki živimo recimo 100 let po njej, daje tudi eno možnost za premislek, ki pa so še tiste stvari, s katerimi moramo tudi danes mi se spoprijeti in sicer ne samo z virusom, ampak tudi recimo s bolj naraščajočim nacionalizmom, egoizmom in tako naprej. In če bi smela, bi rekla, da je bila Alma kljub samo neke vrste tiha revolucionarka in to bi lahko pravzaprav bili tudi mi v tem smislu, da bi izbrali in postali tisto, kar smo in to dovolili tudi sočloveku na enaki višini oči in srca. Hvala, Jerneja, za informativen in zelo široko pogled v življenje Alme M. Karlin. In dovolite mi, da zaključim z njenim citatom. Drznemu pripada svet. Tega sem se vedno držala. Kdor ne poskusi preseči ozkih meja njemu prvotno danega obzorja, kdor se nikoli ne spusti v globino življenja in nikoli ne zapusti zemlje, da bi v duhu zalebdel v višjih in čistejših sferah, ta je res da tudi živel. Toda le kot svileprejka v svojem kokonu. Življenje je raziskovanje neznanega. Hvala za lep in zanimiv pogovor. Hvala tebi in še internetne povezave so bili na naši strani. Slišali ste Katarino Vakovnik-Pajnič v pogovoru z gospo Jernejo Jezernik v okviru podcasta Infinite Storyscapes kulturnega društva Interference.